Danes bomo iz onesnaženega zraka delali kamne. Spoznali velikopotezne ideje velikih mož, velikih avtomobilskih znamk. In zapeljali Velikega Defenderja, pa malo drugačnega MG-ja, novo Opel Astro in Formentorja. Cupro Formentor. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Avtomobilska industrija, celotni sektor, je največji vlagatelj denarja v inovacije in razvoj v Evropi. Daleč največ, kar 30% vsega denarja za inovacije in razvoj v nove tehnologije prihaja prav iz avtomobilskega sektorja. Razlogov za to je več. Najbolj primaren, osnovni je že ta, da če delaš avtomobile, je dobro, da veš, kaj jih bo v prihodnosti poganjalo. Pri tem moraš imeti pred sabo velike številke. Danes naj bi bilo na svetu 1,5 milijarde avtomobilov, osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in kombijev. In velike avtomobilske znamke se ne ukvarjajo samo z vprašanjem, kako majhen ali malo večji delež procent tega trga bo napolnil električni vozni park, ampak predvsem, kaj bo poganjalo vse ostalo. Zato je zanimiv tudi vodik in sintetična goriva, ko bodo novo gorivo, katerokoli že to bo, začeli na veliko uporabljati v tovornjakih, avtobusih, ladjah, gradbeni mehanizaciji in letalstvu, takrat se bo vse skupaj prav zares spremenilo tudi v avtomobilih. Do takrat pa lahko s posebnimi sesalci očistimo zrak. V bistvu postavljamo naprave, ki delujejo enako kot drevesa, samo da za svoje delovanje potrebujejo elektriko. Ja, pa smo spet tam. Poglejmo, kaj delajo pri Audiju. Da je ozračje prepolno ogljikovega dioksida, vemo. Poznamo tudi naša dejanja, ki so povzročila presežek CO2. Zavedamo se posledic, celo čutimo jih že. In dogovorili smo se že, kako bomo prenehali ustvarjati ta odvečni CO2. Zdaj smo na pragu odkritja, s katerim bomo lahko ozračje začeli pospešeno čistiti v velikem obsegu in kmalu. You need these basalt or these volcanic stones, and you need some parts of aluminium and other chemical stuff, and of course you need some heat and some pressure. Bazalt, aluminij, toplota in tlak, potem pa hokus pokus in dobiš kamen. Seveda ni tako preprosto, a vendarle gre za povsem realno in bližnjo prihodnost. Ampak poglejmo si to umetno listnato drevo malce bolj podrobno. It is a porous material, small stones, which are covered with amine chemicals. If you then just put ambient air over these little stones, then the CO2 is absorbed on these little stones, on the amines. And of course, when it's then filled with CO2, this takes about 6 hours and so, then it's filled. And afterwards, we mix this CO2 with some geothermal water. And then we press down these CO2 and the water again 800 meters in the ground. And after 2 years, it carbonized. And so it becomes a real solid rock. There, of course, it is dumped forever. Ideja ni nova. Veliko poizkusov se je že ukvarjalo z zajemom ogljikovega dioksida, a večinoma so sistemi temeljili na tekočih kemikalijah, takšna vezava CO2 pa zahteva visoko temperaturo, skoraj 400 stopinj Celzija, torej tudi energijo za segrevanje. Novi postopek s suhimi kemikalijami v kombinaciji z islandskimi naravnimi pojavi pa rešuje vse te probleme, dejansko omogoča povsem trajnostni proces. There is a big power plant in Iceland where they just bring up the hot water just to produce electrical energy. And this is the same infrastructure at the moment that we use to bring it down to the earth again. We are lucky if we have these geothermal sites where waste energy at least is just coming out of the ground. But you also can imagine that there are a lot of other places in the world where you have these waste energy. Chemical sites, chemical industries, all great companies, they have processes where they have these 80 degrees on waste energy that we need. So I can imagine that you can build up such sites all around the world, even here in a car manufacturer or in the chemical industry or somewhere else.
depends on the site, but it even makes sense just to produce solar energy just for the whole process. Proces, ki ga je zasnovalo švicarsko podjetje Climeworks in podporil Audi, je seveda le eden od procesov, morda celo najbolj učinkovit proces odstranitve presežka CO2 iz ozračja. Obstajajo pa recimo tudi kitajski filtrirni stolpi, na Norveškem pa pospešeno iščejo načine, kako bi CO2 poslali skozi svoje naftne cevovode v Severnem morju nazaj v globino Zemlje. The amount of CO2 which could be dumped at the moment in Iceland is about 400 gigatons, which means this is 10 times the whole CO2 production of the world. So 10 years of CO2 worldwide we could use Iceland as a dumping station. Ja, v teoriji. Kaj pa v praksi? I think it's realistic to collect 1 gigaton in 10 years. So this is at the moment our roadmap where we are on. S švicarsko idejo so se srečali Audijevi inženirji, ki so se ukvarjali z razvojem sintetičnih goriv za bencinske avtomobile. Namreč pojavila se je potreba po ogljiku, po C-ju iz CO2. A da bi lahko to sintetično gorivo pomenilo okoljski napredek, mora biti proizvedeno trajnostno. There's a big market of CO2. CO2 is a real big feedstock needed not only in the food or in the beverage industry. For example, the CO2 that you use in mineral water sometimes, sparkling water. This mostly comes from burning fossil fuel just to produce these gas, these bubbles inside of the mineral water. You also use it in greenhouses, for example, as a fertilizer. People just bring CO2 into the greenhouse that the plants are growing and so on. And this is mostly made out of, let's say so, black CO2. It's produced by burning gas or other fossil energies. Ampak, če je tako velika potreba in povpraševanje po CO2, zakaj ga torej pošiljamo v notranjost naše krogle? Because we have so much CO2 at the moment which we have to collect out of the ambient air, there is no industry who can use this CO2 as a feedstock. Islandska naprava pa nikako ne sme pomeniti izgovora, da lahko ozračje še naprej onesnažujemo, češ, saj ga lahko očistimo. Namreč še zelo daleč je tista prelomna točka, ko bomo dosegli pravo, trajnostno koncentracijo ogljikovega dioksida v ozračju, da bo narava končno spet v ravnovesju. Zdaj je industrija nafte in plina nakopičena v državah, ki premorejo fosilna goriva. Sintetična goriva, na primer, pa bo mogoče pridobivati povsod, kjer je zrak, voda in električna energija. Pa še uporabna so praktično takoj in predvsem v istih avtomobilih, kot jih vozimo danes. In ko smo že pri avtomobilih, po oglasih zapeljemo Defender, MG, Astro in Cupro Formentor. Za tokratno avtomobilnost smo sedli v kar 4 povsem različne avtomobile. Najprej smo se odpravili v Nemčijo, kjer smo zapeljali hitro, a tudi premijsko Cupro. V avto nove samostojne znamke s samostojnimi modeli in športni CUV z imenom Formentor. Je prvi model, ki ni več športna izpeljanka kakega Seatovega modela. Za večjo preglednost modelov oziroma motorjev so Formentorja razdelili na 2 skupini. Z motorji do 180 kW, kjer bosta osnovna 2 motorja na voljo z ročnim menjalnikom, vse močnejše različice pa bodo na voljo s samodejnim DSG menjalnikom, hkrati bodo označene z oznako VZ. Slednja izhaja iz španske besede veloz in pomeni hitro oziroma hitrost. Imena avtomobilov imajo pri Seatu že od nekdaj velik pomen, enako je pri Cupri. The ambition of this brand is inspiring the world from Barcelona and from Spanish country, maintaining this flavor of Mediterranean spirits. For this reason, we decide to carry on this tradition using naming that identify special place. In the case of Formentor,
the place is probably one of the best places in the Balearic Highland, where the wild of the nature, the energy, the width, as Aspiring has to draw this fantastic SUV car, very sculptured in his line. Če so v Balearih španski oblikovalci našli navdih za oblikovanje Formentorja, so podobno navdihujoče ustvarili tudi notranjost. Linije so čiste in preproste, školjkasti sedeži dobro opravljajo svoje delo tudi v hitrih ovinkih, povsem nov pa je tudi volanski obroč. Well, the first thing is that we have designed this incredible steering wheel specifically for Cupra. The first thing that you can notice is that we have increased the paddles, more ergonomic, more sporty. And the second thing is that we have included these two satellites, these two buttons in the bottom. The first that you have in the right for the start, stop, and the second to select between the driving modus. And by a long press, the driver can go directly to the Cupra modus without changing among all the others. Prilagodljivo podvozje in progresivno krmiljenje je nujno potrebno, da Cupra pokaže vse, kar zna. A pravo moč in zmogljivost Formentorja nam je pokazal Cuprin ambasador, švedski dirkač Mattias Ekström. Vas zanima kako? Launch control, 4000 RPM and perfect. Testirali pa smo še en težko pričakovan avto, tokrat gre za prestižneža, za katerega so lastniki prejšnjih generacij rekli, da je po novem preveč lep in preveč našminkan. Mi ugotavljamo, da ne. Prednik današnjega Defenderja se je preprosto imenoval Land Rover in je nastal že daljnega leta 1948, jasno kot odgovor ameriškemu džipu. A nekaj razlik je bilo že takoj na začetku in Land Rover je bil prvi velikoserijski štirikolesno gnani terenec z nameščenimi vrati in možnostjo trde strehe. Zaradi krize z železom so Angleži pričeli dodajati aluminij ter s tem seveda podaljšali življenjsko dobo karoserije. V raziskavi, ki so jo opravili leta 1992, so takrat ugotovili, da se je še vedno po svetu vozilo več kot 70% vseh narejenih Land Roverjev. Nam bolj znani Defender se je rodil leta 1983. Jeklena konstrukcija, aluminijasta karoserija in nadpovprečne terenske zmogljivosti so bili njegov zaščitni znak. Tudi zato je bil to priljubljen avto za razne terenske vzdrževalce, gasilce, vojsko in seveda policijo. Zato smo se tudi mi danes podali na območje, ki ga sicer obvladujejo naši elektroserviserji s prejšnjim Defenderjem. Novi Defender je na voljo s kar 170 različnimi dodatki. Dodatno pa številne možnosti rabe in uporabe omogoča še streha. Ponuja namreč kar 168 kg dinamične nosilnosti, če pa avto stoji, je statična nosilnost strehe povečana na ogromnih 300 kg. Posledično je kot dodatno opremo mogoče izbrati šotor, ki ponuja spanje dvema osebama. Kabina takoj razkriva, iz katere družine Defender prihaja. Počutje na sedežih je dovolj dobro, dovolj je odlagalnih površin, avtomobilu primerno, pa je dovolj tudi različnih ročic oziroma drugih opornih točk. Za pomoč sistem prilagodljivega terenskega odziva Terrain Response 2 omogoča številne izbire in nastavitve odzivnosti od podvozja in motorja. Če pa terenske vožnje niste vajeni, pa lahko preprosto uporabite program Auto, ki poskrbi za samodejno zaznavo potreb in prilagoditev nastavitve vozila. Če ste bolj majhne postave, vam bo izjemno prav prišla še tehnologija ClearSight Ground View, ki na osrednjem zaslonu prikaže območje pod motornim pokrovom in neposredno pred prednjima kolesoma. Defender je ponos Velike Britanije. Enako pa so Britanci povezani tudi z znamko MG. Zgodba se je začela davnega leta 1921, ko se je v Morrisovi garaži
Zaposlil Cecil Kimber, človek z vizijo, kako te Morrisove avtomobile narediti tržno bolj prodajljive. V manj kot desetletju je znamka MG nato postala bistveno večja od podjetja, ki je omogočilo zagon, ampak v nadaljnjih desetletjih pa je znamka MG šla skozi številna zelo turbulentna leta. British Motor Corporation, British Leyland, Rover, MG Rover, Austin in celo BMW. Vsi so si jo lastili, ampak v resnici noben novi šef ni v resnici vedel, v katero smer bi moral znamko MG zapeljati, da bi mu prinašala dobiček. Vsi so namreč želeli reproducirati avto, s katerim je MG postal velik. Torej roadster, mali, športen, dinamični avto brez trephe, tip avtomobila, ki ga je definiral prav MG. Ampak kot kaže danes, je znamko MG očitno moral kupiti outsider. Nekdo, ki je bil povsem neobremenjen s tem, kaj je MG včasih pomenil. Se pravi, MG-ja ni več, naj živi MG. In kitajski lastnik je zares velik. Gre za podjetje SAIC Motor, torej Shanghai Automotive Industry Corporation. Gre za kitajsko državno podjetje, partner Volkswagna in nekdanji partner General Motorsa. Skratka, gre za podjetje, ki lahko v MG vlaga kupe denarja. Ampak posvetimo se končno avtomobilu. Seveda ne roadsterju, ampak SUV-ju. Družinskemu SUV-ju, električnemu SUV-ju. Pri tem avtu ne pričakujte revolucije, ne pričakujte superlativov, ne pričakujte napredka, ampak dobili boste pa vse, kar ponujajo novodobni, moderni avtomobili. Torej, vse je ok, celo varnost, ki je bila do zdaj vedno najtrši oreh za vse kitajske avtomobilske proizvajalce, ki so želeli prodreti v Evropo. No, MG ZES je organizacija Euro NCAP ocenila s 5 zvezdicami za varnost. Ok je celo cena, ki je od bolj priznanih evropskih, japonskih in korejskih znamk nižja za nekaj tisočakov. Se pa to morda pokaže v nekaterih kitajskih podrobnostih. Četrti preizkušeni avto pa je pravi klasik, avtomobil iz prejšnjih obdobij. Prejšnjega obdobja znamke, ki ga je naredila, ter z obliko in predvsem motorjem, ki se vse bolj umikata novim željam in zahtevam. Astro odslej poganjajo le še 3 valjniki in naš testni avto poganja turbodizelski 3-valjnik z 1,5 litra delovne prostornine. Pa mu za začetek kar prisluhnimo. Kot ste slišali, je motor kar glasen, robat. In ob tem kar nekako pogrešamo njegovega predhodnika, ki je bil bistveno bolj uglajen. Ampak Opel je motorju en val odvzel v imenu ekologije. S tem naj bi zmanjšali porabo, zmanjšali emisije in se s tem izognili tistim dobro znanim bruseljskim kaznim. No, tako kot imamo v naši ekipi radi moderno, napredno, inovativno tehnologijo, pa imamo radi tudi njeno preprostost. No in pri Oplu pravijo, da ima novi 3-valjnik približno 100 delov manj od 4-valjnika. In emisijskim kriterijem so zadostili brez uporabe bolj kompleksne, blage hibridne tehnologije. Takole po preprosti logiki, manj delov kot ima naše vozilo, manj se jih lahko pokvari. Razmišljamo torej o izbiri bencinskega motorja, lahko tudi v kombinaciji s CVT menjalnikom. In bencinske motorje je v Austriji že doslej tako ali tako izbiralo več kot 80% slovenskih kupcev. Ampak zanimivo, kljub temu dejstvu oziroma nekaterim pomanjkljivostim, smo se med testom tega avtomobila v njem zares dobro počutili. Po zaslugi dobro nastavljenega podvozja, dobre zvočne zatesnitve potniške kabine in zares udobnih sedežev, ta avto še vedno nudi nadpovprečno prijetno vozno izkušnjo. Pred covidom je avtomobilski sektor že več let neprestano stal na polnem plinu. Jutranja in večerna mantra delničarjev v velikih podjetjih je bila ves čas enaka. Naredimo še več vsega, več modelov, več avtomobilov, še večje salone.
Zdaj je v ospredje prišla nova retorika in prvi možje avtomobilske industrije zdaj govorijo takole. Da ustvarijo premalo dobička in da so modeli, ki so trenutno v prodaji, premalo dobičkonosni. Da to šibi pozicije blagovnih znamk, s katerimi si zagotavljajo boljši izplen na prodan artikel. Da bo treba odpuščati, zmanjšati število modelov. Delali bodo samo še tiste modele, ki se dobro prodajajo, ostalo se ukinja. Pravijo, da se bo treba podati na popolnoma neodkrita polja, neavtomobilistična polja. Naprimer fintech, finančna tehnologija, pa platforme za mobilnost, zavarovanje, podatki, upravljanje voznega parka, ustvarjanje programske opreme, kibernetska varnost, infrastruktura, krožno gospodarstvo, upravljanje z energijo, logistiko in seveda visokotehnološki inženiring. Potegnjeno pod črto, avtomobiliste skratka zanima vse. Lahko bi rekli, da je COVID prinesel v avtomobilsko industrijo prepotrebno ohladitev razgretega motorja. In zdaj, dokler imajo še veliko denarja, je pravi čas, da pogledajo, kam vse bi ga bilo v prihodnosti smiselno investirati. Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, o čem smo pretekli teden brskali po internetu. Na tokrat je bila v ospredju napoved, da avtomobilskim proizvajalcem konec leta ne bo treba plačati ekoloških kazni. Naj spomnimo, po uredbi EU smejo biti povprečne emisije vseh prodanih avtomobilov v Evropski uniji največ 95 gramov CO2 na kilometer. To seveda pomeni, da bodo avtomobilski proizvajalci še vedno lahko prodajali tudi dražje, visoko emisijske, recimo športne avtomobile, ampak bodo njihove emisije morali skompenzirati z ustreznim številom prodanih nizko ali pa celo brezogličnih avtomobilov. Seveda, tako bo njihova skupna povprečna vrednost emisij vseh prodanih avtomobilov določene znamke manjša od določene meje. Sicer bodo morali za vsak preseženi gram CO2 na kilometr plačati kazen. Kot kaže analiza okoljske organizacije Transport and Environment, so bolj ali manj vsi proizvajalci na zelo dobri poti, da se bodo kaznim izognili. Najlažje bo to skupini PSA, seveda skupaj z Oplom. Volvo, BMW in Ford so tudi že praktično na konju, svoj problem pa so recimo rešili tudi pri Fiat Chrysler, se pravi tudi pri strastnih znamkah Alfa Romeo in Maserati. Sklenili so namreč posel s Teslo. Plačali so ji, da skupaj nastopijo v analizah. Podobno kupčijo je recimo sklenila tudi Toyota svoj presežek okoljske čistosti po zaslugi svojih hibridov, bo tako delila s tehnološko očitno bolj umazano Mazdo, Volkswagen pa je recimo k sebi vzel svojega kitajskega partnerja, podjetje SAIC, ki v Evropi nastopa z električnimi MG-ji. K sklenitvi v žargonu poimenovanega poolinga pa zdaj vabi tudi Renault. Svoje cilje je namreč že dosegel in ima tako na voljo še nekaj eko-rezerve in kot najbolj verjetni partner, ki bo te Renaultove rezerve koristil, se kaže Daimler. V Stuttgartu namreč niso povsem prepričani, ali bodo novi priključni hibridi prinesli dovolj nizkoogljičnosti, da bi lahko že sam Daimler dosegel zahteve EU. Električno prihodnost pa zdaj predstavlja tudi skupina Renault, ki s svojim novim predsednikom Luco Di Meom dobiva zelo močan zagon. In ta električna prihodnost zdaj dobiva obliko, imenuje se Megane E-Vision. Ta model premierno vozi na povsem novi električni platformi, je pa jasno, da gre tukaj hkrati tudi za napoved nove generacije Megana. In najbolj očitno dejstvo je, da se tudi pri Renaultu klasični modeli umikajo CUV-jem. Hkrati pa pri Renaultu nočejo povsem jasno povedati, ali bo ta novi električni CUV Megane nadomestil klasične kombi-limuzinske, bencinske in dizelske Megane, tako kot je recimo to storila znamka Citroën z svojim C4, ali pa bodo vsi Megani v prihodnje vozili v štric. Še večja zgodba pa je verjetno nova električna Dacia Spring. Ta bo Slovenijo najprej zapeljala v različici za carsharinge, torej z bolj trpežno in lažje dezinficirano notranjostjo. Šele prihodnjo jesen pa jo bodo lahko kupili tudi zasebni kupci. Za konec tokratnih novic pa imamo za vas 3 poglede, ki na mobilnost pogledajo iz čisto drugih zornih kotov. Tokijska univerza je namreč predstavila skuter, ki ga lahko napihnete z navadno ročno tlačilko. Tako ga lažje pospravite v omaro, predvsem pa naj bi se ga lahko tako oblikovali po lastnih merah.
Izven okvirov pa so razmišljali tudi otroci iz vsega sveta, ki so se udeležili Rolls-Roycevega natečaja. Nam se zdi, da si otroci britanski prestiž predstavljajo na povsem drugačen način, kot pa kupci avtomobilov te znamke. Otrokom pa bo verjetno zanimiva tudi novička o samoletečem prašku pršilniku. 6 metrov dolg pelikan z 11-metrskimi krili in 3 elektromotori, ki so ga sestavili v kalifornijskem startupu Pika, je ravnokar dobil uradno dovoljenje za testno letenje. V današnji oddaji smo pokazali nekaj na eni strani tehnološko velikopoteznih in finančno zajetnih projektov in na drugi povedali, da vsi pomembni avtomobilski proizvajalci hkrati kar tekmujejo o tem, kdo bo na še bolj komunikacijsko premišljen način javnosti sporočil, da bo v prihodnjih letih hkrati odpuščal zaposlene, zapiral tovarne, ukinjal modele, a v isti sapi doda, da bodo njihovi modeli v prihodnje še bolj dobičkonosni, da bodo njihovi avtomobili še bolj privlačni in da se podajajo na nova polja mobilnosti. Morda je prav to dvojno sporočilo najbolj jasen odtis časa, v katerem smo. Ohraniti dobro in prepoznavno avtomobilsko ime, na račun tega pritegniti kupca k sebi in ga popeljati v novo multimobilnostno prihodnost, pa je trenutni skupni cilj pravzaprav vseh. Pri tem pa je, prav tako kot včeraj in danes, zelo pomembno, kaj voziš. Ali česa ne voziš. In predvsem, kaj gledaš. No, upam, da se gledamo spet prihodnjič, ko bomo se skupaj podali v nove mobilnosti in mobilnostne zagate. Vmes pa kliknite na rtvslo.si/avtomobilnost in spremljajte nas na Instagramu, Facebooku, YouTubeu in pa seveda Twitterju. Se vidimo.